Fantasy. Radio Fantasy. Maybe you're the problem, tole blava, Max ura pa je natanko 9:30. Matjaž Jelen, dobro jutro. Dobro jutro. Ne. December je, zdaj je Jelenček Matjaž. Jelenček in Matjaž. Ja, Lepo, ker veš, Jelenčka lepo. Rudolfa smo dali v penzijo, zdaj imamo pa Jelenčka Matjaža. Ampak pristanem samo na decembrsko rogovje. Ja, se sam decembra. Druge mesece me puste, prosim, brez rogov. Mislim, ženski spol sem mislil. Se jaz vam to rada. Matjaž, zdaj bliža se 10, to je zdaj sobota, imamo akustiko, šank roki, glavni trg. A si lahko nalijemo malo čistega vina? Dajmo. Zelo sta razočarana, ne? Ker sem prišel brez kitare, ampak tisti, to je res, ja. ki zdaj posluša, sliši, ne, da pač moj glas po zelo napornem vikendu, kajti četrtek sem imel nastop, petek sem imel nastop, soboto sem imel nastop in v nedeljo sem pel cel koncert zraven Banana Adamsa, ne na odru, ampak pod odrom, ne, tako da... Jaz sem za eno vprašanje za tebe, ko se tako hvališ, pa kam boš z denarjem? No, greva po vrsti. V kripto vlaga. Greva po vrsti. Začneva z četrtkovim dobrodelnim koncertom na osnovni šoli Slovenska Bistrica. Ampak to je isto koncert, kot vsi ostali. Se moraš dati od sebe. In športna dvorana je pokala po šivih, na kar sem zelo ponosen. Otroci so peli pravljico o mavričnih ljudeh in to mi več pomeni, kot bilo kak honorar. Super. No. Vse ti je odgovoril zdaj, no. Ja, Ni se odnaru. Ni se odnaru, nekaj je še v zlatih palcah, zakladnih. Je pa lepo, da se ljudje zavedajo, da naš 40 let našega oziroma mojega dela je mogoče tudi lahko nekaj ovrednoteno in sem prav vesel tisti, ko to razume. Glasilke, ne? Ja. Mislim, se jaz grem po tvojih stopinjah. Na moje skoraj 57 let stare glasilke. Jaz sem imela tudi ekstra naporen vikend, oziroma cel teden, pa sem tudi včeraj prvič zaspala, drugič pa brez glasu prišla naših. Dan sem že malo bolj. Misliš, da smo še zanimivi za poslušalke in poslušalce? Pa jaz mislim, da. Veš, to bi mogli biti včeraj zjutraj, ne? A veš, Zdaj, dajmo malo pozitivno povedati. To, kar si rekel, pozitivno. Vse vem. To, kar si rekel, ti vaši večni hiti. Zdaj, v soboto čakamo vas na glavnem trgu, vse je pripravljeno, edini en minus je, ne? Slab vremena povedano. Večkaj ne slabo, ampak vse bo to šuši zrihtano. A smo s cukra? Ne. Sem zelo slabe volje, zaradi tega, ker si vsem želim, ko bi vsaj snežilo, ko je pa dež napovedan. Odvisen, koliko bomo plačali, ne? Ker veš, dan se vse vrti okoli denarja, tudi vreme lahko plačaš. Greš gledati vremensko. Ja, To je pač tipična izjava iz ženskih ust, da se vse vrti okrog denarja. Kdo je prvi začel dan z denarjem? Dejansko, a veš, ali bomo dali kako raketo v luft, zdaj pač ne proti toči, ampak proti dežu, ali bomo face pihali gor, da bo v bistvu oblaki zmrzne, pa bojo začele padati snežinke. Ja, dežniki pa palerine so po moje najbolj optimalna rešitev, mi pa smo potrudili, da bomo kljub temu dali definitivno čist vse od sebe, ker komi čakam ta koncert po dolgem času v Celju, ker ponovadi smo, ali smo v Laškem, ali smo v Žalcu, ali smo v Škiju, ampak Celje nekako vedno mim pade, no. Se bo tudi kasneje povedala, zakaj žal Celje v decembru mim pade, ker je Velenje preblizu. No, ampak to, ravno zdaj, kar praviš za Celje, je pa čist nekaj drugega. Rekel sem jaz za prste oblizni, to je pa akustika. To je naš zelo intimni akustični koncert, kjer se v bistvu razgalimo. To, mislim, takrat nam ni na pomoč ne prevelika jakost, ne električne kitare in vse je zelo tisti, no, ko ste bili na naši akustičnem koncertu. Mislim, da vam bo nekaj to zelo pobožalo v glavnem ušesa. Šankrokovci bojo nagi na odru. To se takoj zapomni. Ja, včasih je res tako vroče, da bi najraje bil nag. Draga dekleta. Vroče je postalo studio. Ampak zaradi tega, ker se cel preznojim.
Ja. V soboto akustika ob 8 zvečer, točno ob 8 začne. 20 nič, ja. 20 nič se začne, da ne boste zamujali. Evo, nimam autotuninga, zdaj lepo že Vse lepo, da treniraš za to soboto. Ja, akustika, torej Matjaž Jelen je z nama še vedno, pozdravljen še enkrat za tiste, ko so zdaj vklopili radio. Dobro dan, dobro jutro. Dobro jutro, ja. Dobro jutro. Šuši trenira akustika, torej v soboto zvečer ob 20 nič na glavnem trgu Šankroki. Celju, ja. V Celju. Zna biti res luštno. Bo. V bistvu Matjaž je obljubil, da bojo nagi. Ne, jaz sem rekel, da mi je včasih tako vroče, da bi bil najraje go. Ne? Zato, ker imamo vse preznojeno. Da ti bo od vsega vroče. napora med petjem in vsem. Tle ne skačemo največ pri akustiki. Ja. Mislim veliko, ampak damo pa vse od sebe. Okay, Šankroki so nastali leta 82. Ne? Ti si dejansko prva plata, ko ste imeli pridite na žur, ta tekst si ti pisal, ne? Besedilo, jaz. Besedilo, ja. Tak je odraz tistega časa in še danes zelo rad odpojem to pesem, ker je, če ne drugam, je zelo nostalgičen, ker mi gre takrat na tisoče žurov skozi. Nekaj bi povedal, pred tem, ko ste bili še srednja šola, pa to, ko si imel skupino Izziv, kaj je bila tista ta druga, Viskozničja? Viskozničja, ja. V osnovni šoli smo postali Izziv, ampak to nima veze z Šankrokom. Ne. Potem pa smo prišli v srednjo šolo in smo dobili neke določene predmete, naprimer bolj zahtevno fiziko, gradbene konstrukcije, ker sem hodil na srednjo tehnično in se nam je zdelo, da ta izziv je preveč osnovnošolski in smo si izmislili ime, da smo Viskozniči. Zdaj smo bolj alter, bolj inteligentno. Ja. Muska je bila pa ista. Med počitnicami, drugi, tretji letnik srednje šole sem pa pristopil k ustanovitvi skupine Šankrok. Ja. Zdaj, Brian Adams si rekel, da si bil tam, pa si tudi pil. Nedeljo, ja, po mojem že ta 10. koncert. Ja, ker 96 leta. Pa tam je bil 5. že, recimo. Ja. Sam tam je bilo, ko si gor na odru z njimi stal, pa pil. Ja, prav na oder me je povabil, tudi osebno sva se spoznala in nekaj pač najlepšega, kar se mi je do zdaj zgodilo v moji glasbeni karieri, kar se tiče sodelovanja z drugimi glasbeniki. Vidiš, Brian Adams pa Matjaž Jelen sta takle, na ti? Ne se truk smajati, no, kot ti bojo. Se ne, sam grejo spomini, veš, nazaj. Vidim, da te vleče. Sej v nedeljo sem tudi zelo aktivno sodeloval na koncertu, predvsem sem pel skupaj z njimi njegovim bendom 2 ure, ampak pod odrom in to se danes tudi recimo. Čisto slučajno, je bilo še kdaj kako srečanje z njim, ali je bilo tisto takrat enkrat? Takrat je bilo, pa bila je komunikacija, ampak recimo zdaj na koncu imel tak naporen urnik, en dan prej je bil v Avstriji, naslednji dan takoj v Italiji, tako da enostavno niti sam nočem težitke, je pa komunikacija po drugih kanalih. A veš ti, da je bil, Matjaž, je bil vmes med Šankroki, ko so imeli malo pauze, Jelen band, ko si pregovorilo o Jelenčki? Mislim, ja. Tudi pri Šankroku ni Jelen. Za mene bo pa decembrski Jelenček Matjaž, no? Jelenček Matjaž, kar lepo je. To smo se prej že dogovorila in razčistili, da je to čisto redo. Da rogemo lahko natikam sam decembra. Ja. A lahko dam še eno akustiko gor? Prosim, lepo. No, podajmo jaz in ti. Evo, ura je 14 minut do 10, z nama je Matjaž Jelen, frontman skupine Šankrok. Kaj ne rečem? Dobro jutro. Jaz vam rekel dober dan, ker sem ostal danes že 20 do 6. Mi dva ostanemo ob 4. Dobro, vidva greta v službo, men pa ne, ampak sem vseeno ostal. Ok, do 10 imamo mi jutranji program, tako da karkoli boš rekel, vseeno. Ja. V glavnem sobota, pripravljeni smo, zdaj pa ne vem, a si pripravljen na vprašanja, ki jih ima na tistih kartah, Šuši? Jaz sem vedno pripravljen, ne? Kot bi rekli Hrvati, tudi za hišo sem pripravljen, ampak tako da vprašanje bo najmanj. Veste, stara šola, ko smo še imeli mi danes rekel Hrvati, ker pač
ko ni Slovencev na svetovnem prvenstvu, pač navijamo za naše južne sosede. Ja, lepo in jim so šli, čestitam. Lepo so šli naprej, bravo Golmanu. Ne? Ja. Tak Mi damo full card tole. Ja. Čaki. Fantasijeve karte skrivnosti. Si upaš? Potegnijo. O glavnem, potegneš karto, Ja. tako ko jo potegneš, tako jo tudi vrneš tamle proti kameri. Aha. Da ne bo kdo mislil, da je prevara. Ne? Tako. Ja. In takoj, ko jo obrneš k sebi, jo prebereš, brez da moraš prej razmišljati. Prebereš in hiter odgovoriš. Kart imaš full. Tegnem. Gor jo postav. Tako je. Okay. Imamo, dobro. Kdo misliš, da je najslabše oblečena oseba v tem prostoru? Zakaj? Pa gledaj, imaš prijatelj. Reč, da sem jaz, ker jaz res Gojzarje malo. Mislim, najslabše, to je zelo težko govoriti, no, ker jaz pravim, ne moramo si vsi privoščiti nekih posebnih blagovnih znamk, važno je, da so oblačila čista in zašita. Tako da mislim, da niti en izmed nas ni slabo oblečen. Smo pa vsi športni. Ja, to pa je res. Ja, to pa je res, ne. Ja. Okay. Politična karijera ti je blizu, veš, glede na odgovor. Gremo naprej. Ja. Bi raje nosil cel mesec iste nogavice ali cel teden spodnje hlače. Da bom tako povedal, sem eden srečnežev, ki se zelo, zelo malo potim v stopala, tako da definitivno zberem nogavice, bi lažje preživel, da imam cel teden iste spodnje hlače. Okay. Pa ti zdaj njemu kar nastavljaš? Ne nastavljamo, če le koliko jih imam, no. Ja. On si sam to zbere. Ja, ta pa dolg. Ali bi raje živel na zapuščenem otoku z ljubeznijo svojega življenja ali v velikem, razkošnem dvorcu s svojo bivšo zapuščeno otok z Madžarsko. Gladko. Mislim, ta je bila čisto enostavna. Ja, Ja, le, eni pač imajo radi razkošje, ne, se veš. ja. Tako da. Pa dobro, vse razkošče gre, sem bivša, pa ne gre. Mislim, je z razlogom bivša, ne, Ja, no, verjetno. lej. Ali pa sem jaz njen bivši, vse veš. A ne, se, ja, to je Viš, takele debate imamo, ko ni kitare, pa kar zahajamo. Ja. Ne, tako da ne pregloboko. Hvala za te 3 odgovore, Matjaž. A ni več? Ne. A jaz bi še, lahko jaz bi še, ko se je ravno zanimivo začelo. Pa še Pa dajmo. Ok, aj posneto, je Ja. dokazano. Bi raje našel ljubezen svojega življenja jutri ali zadev na lotu naslednjo leto? Glede na to, da imam ljubezen svojega življenja že, v katero sem čist prepričan, loto, ker tudi če ne bi imel, bi z loto dobitkom dejansko malo lažje našel, ker bi imel pač več možnosti denarnih, da grem na več prostorov in se kaj najde pol, ne? Ja. A gremo naprej. Ja, pa še kar gremo. Ja. Bomo še pa da eno, samo da nam ne vskuru vseh dajmo, listov. Da enega še dajmo, no. Evo. Pa same dolge vleče. Pravkar si opravil potrebo številka 2 na javnem WC-ju in si ugotovil, da na WC-ju ni papirja. Kaj narediš? To vam lahko pa na kamero enkrat posnamem, ker malo traja, moraš biti pa kadilc. Ker se da s cigaretno škatlo marsikaj narediti. To so me kadilci naučili. Ja, to vam lahko enkrat, da me posnamete, pač ne pa vam to demonstriram. Ampak ne čist do konca. Sam prikaz v bistvu tip, namik. Tako, prikaz, kako to izgleda. Kadilci ste rešeni. Mi ne kadilci smo pa kar v veliki zagati, če se nam to zgodi. A si ga imel kdaj v ustih? Kaj? Ne. Ne. Tudi probo nisi? Ne, probo sem joint, pa mi še manj pasal. Ja, probo sem, a ne, kaj pa, če so se vsi tam dogajali, da je to cool, meni to pač ni bilo. No. Ni cigareta, je pa joint. Ne me zdaj, probo sem, pravim. Jaz priznam, nisem v tem pogledu v lažnivc in ni to. Saj smo ti rekli, da ti meni pač to ne odgovarja, meni pač vroč dim v telo potegniti mi ne odgovarja, ker se mi zdi, da verjetno telo se ne počuti v redu. Verjetno.
Jaz bom to zaključila. Zaključujemo, ker itak je cajta zmanjkal, meni je podlaga zmanjkal, vsega je zmanjkal. Plus, da ne govorimo, kaj vse je v tem dimu. Sem bil pa dolga leta pasivn kadilc, kar tudi mislim, da so moja pljuča nastradala, ker mi smo leta in leta igrali v strašno zakajenih dvoranah. Takrat recimo nismo poznali dimne mašine, ker ni bila potrebna na odru, da se lajčev dobro vidi. Ja, ampak lej, vedno sem se ful boril v kombiju, ko se še lahko kadilo kao v avtih, ker bo še to zdrav. Smo imeli kar velike tako mal, mislim, rekel, če so se prepire. jointi kadili, je bilo dejansko zdravo, ne? Pa ne, jaz bom rekel zdravo. Zdravo je vse, kar je nekje v mejah normale. Aj, dobro. Dajmo mi piko narediti, to pa zdaj že taka globoka debata, ne, Mažo, v soboto. Delam, kar paše mi. In to se bo zgodilo v soboto. Najbolj mi paše družba, dobra zabava. Ja. Da se z vami mal na odru znorim. In se vidimo v soboto, točno 20:00, glavni trg. Jaz bom pa zaključil. Mesto Celje. Pridite naš. Radio Fantasy.